Lepo zdrav, jaz Miha, danes sobota in kad se za soboto spodob, so z nami tudi gostje. Gostje so pa Bigfoot Mama, band, ki je naredil pri nas že praktično vse in najbolj da jih kar predstavim. Alen, Gušti, Dani, lepo pozdravljen. Živo. Dajte meni, vas je težko kaj vprašati, tazga, kar ne bi ljudje vedeli, ampak dajte za one 4 Slovence, ki mogoče še kaj ne vejo o vas. Naredite en tak presek vašega dela zdaj v teh 10 letih. Smo Bigfoot Mama, izdali smo 4 CD-je, delujemo že 11. leto. Ime smo dobili po temu. Kaj še? To je... Ja, 11 let, ne? 11 let, je. Uspešnega delovanja se moramo malo pohvaliti. Prva plošča je šla leta 95, druga leta 97, tretja leta 99 in četrta leta 2001. Se pravi, kup plošč, med drugim ste bili tudi band, ki ste bili v lanskem letu največ na prvem mestu v naši oddaji. Skratka, dajte povedati, kako se pride za te mlajše bende, pa to, kaj je po vašem mnenju tisto, da bendu v bistvu na tak način rata, kot je vam do zdaj? Način? Ja, načina, bom rekel, ga ne moreš povedati, ker tako je, če špilaš in če si dober, je sam po sebi umevno, da prideš do teh mest, ne. Zdaj pa, formula se to pa, to se ne da povedati o formuli, kako je treba do tega prijeti. Pač moraš znati, pa imeti žilco za delati, muziko, s tem, da moraš biti tudi blazno priden. Vztrajnost se pravi? Vztrajnost, to pa zihar je. Kaj pa tudi to mogoče malo, da si recimo v pravem času, ste pravo muziko na pravem mestu? Tudi kanček sreče je potreben zihar, tako kot si rekel. Vi ste začeli tako prej, mislim, jaz se vas spomnim še, ne vem, v srednji šoli sem bil, pa sem šel na en gimnazijski ples, pa ste tam igrali tisti pač, tako kot se je igralo včasih, v Kavarje, Bon Jovi, vse živo. In pol kar naenkrat, puf, Bigfoot Mama in zmer višji in višji. Mora biti nek trenutek je mogel biti, ko ste vi začutili, da je to in da se pol šele resno posvetiš zadevi. Po mojem je to avtorska glasba, ne. Narediš en svoj komad, ki pa seveda mora biti perspektiven, ne. Mislim, da smo mi smo to leta 93 začeli, ne. Smo šli prve 3 komade posneti, ki sicer niso nikoli izdani, ampak nekako so se začeli že rolati po radiju, pa tako nekaj tako novega. V tistem času rock ni bil glih najbolj popularen v Sloveniji in bilo kar tako malo, pa to zdaj, ne. No pa leta 95 smo pa imeli toliko svojih komadov že, da smo izdali prvo plato. Nekateri pravijo tudi, recimo, če ne bi bilo Bigfoot Mame, ne bi bilo tudi ostalih bendov, rock, ne, ki so za vami prišli, ne. Kako vi gledate na ta vaš status nekak mentorstva oziroma ledolomilca na tem področju? Ne bi rekel, da ne bi rock bandov bilo. Jaz bi sem rekel, da smo mogoče malo pospešili celo stvar, da je začela delati v tej smeri v mainstreamu, ne. Ker prej mainstreama od, bom rekel, Petra Lovšina več ni bilo v Sloveniji, ne. Mislim, da pa smo mi spet nekako zavrali ledino in potegnili za sabo kar nekaj bandov, ki so začeli, bom rekel, isto, 2 kitare, bas, bobni. Spravi, če bi se uvrščali tako, recimo, spravi mainstream, pa una super komercijala, pa alternativa, kam bi se pravi, ste nekje? Ja, mislim, da smo vmes, mainstream, ne. V bistvu s tem smo imeli mi probleme takrat, ko smo prvo plato izdali, ker smo bili za te alternativce smo bili preveč pop, ne, za popere smo bili pa preveč rock, ne, in nekako smo padli v ta prepad in pol nas takrat niso vrteli niti eni, niti drugi, ne, če govorimo o radijskih postajah. Tako da je pol mogel priti še do tega, ne, je mogel preteči en določen čas, da so poštekali, da treba pač mainstream razvijati. Kako bi vašo muziko tako žanrsko ocenil, recimo? Kaj, Dani? Kako bi jo ocenil? Odvisno pač, prva plata se bistveno razlikuje od zdaj zadnje plate, ne. Je nekaj vmes med rockom in kaj jaz vem, rock, hard rock, kaj jaz vem, zdaj zadnja plata je v bistvu tudi druge vode so noter, ne. Nekaj vmes, tako kot je Alen povedal, ne. Mislim, da se lahko reče mainstream. Sodobna kitarska glasba. Težko je govoriti zdaj o eni zvrsti tle, ne. No, vsekakor za uspeh, ne, verjeten, rap band hit, ne. Ja, hit, to sigurno. Jaz predlagam, da si en vaš hit kar pogledamo, in sicer Led.
drgnil, da ne bom nikoli pristal. Glih zdaj plavam čez oblak in me reže težek zrak. Albo sonce, albo sneg, mene grab nervozen smeh. Rad bi ujel le njeno dlan, da ne odplavam predelat stran. Samo jaz vidim njeno sled, nekam sedam, jo ne mot, ampak izpadam idiot. Zato pa jadram v ekstrem, da spoznam tis, kar že vem, prav dober vem. In jaz grem tja, kjer je leti severa, in jaz grem tja, jabolko, lobi rezu Maurico, čuvam sonce in nebo, in to res samo za njo. Vse to spremlja črn ptič in mi zmeri vse v nič. Zato pa jadram v ekstrem, da spoznam tis, kar že vem, prav dober vem. Jaz grem tja, da uničem, kar se da. Jaz grem tja, izzivat, kar je črnga. Jaz grem tja, v mene še razstupanja. In jaz grem tja, da ujamem krokarja. In jaz grem tja, kjer je leti severa. In jaz grem tja, kjer je plesna muzika. In jaz grem tja, kjer je leti severa. In jaz grem tja, kjer je sam patetika. Tako, fantje, zdaj smo slišali en vaš veliki hit, dajmo se malo o muziki pogovarjati. Tako recimo tak band, kot ti, ne, vsak band, ko mlajši, ki začne,
ko pravi, jaz se zgledujem po temu, pa temu. Kje ste pa vi imeli, kakšne reference ste imeli vi, naše in tuje, tako v preteklosti, recimo? Sigurno veliko tuje glasbe, tudi domače, rečemo od Pankrtov, Krslina, te ini so bili nam ful cari, ko smo bili mladi. Pa tudi Balkana je bilo dosti, balkanskega roka. Vi ste tudi nastopali, mislim, jaz se spomnim, ste bili vi celo spremljevalen band, se pravi del vaše postave, ti pa Jože. Ja, Bog ne. Ne, Jaz sem bil rezervni kitarist. On je bil Del rezerva. postave Sokolov ali spremljevalni Perota Lovšine. To so bili Vitezi obložene mize. vitezi obložene mize. Tako da vas nekateri slovenski mediji sem slišal, da vas v tistem času, ne tako bolj smiselno kot žanrsko, vas omenjajo včasih kot neko logično nadaljevanje Sokolov. Kako bi to komentirali takrat, ne? Ja, nas so dolgo časa primerjali s Petrom Lovšinom. Dolgo časa se ga ob koncu koncev nismo mogli znebiti tega imena, da smo mi Pero Lovšin. Ampak po, drugem albumu, še posebej z Let Severa, je pa to v bistvu smo preskočili ta korak in smo v bistvu Bigfoot Mama ratali, Bigfoot Mama, da ker se enkrat Grega to vokal sliši na radiju, ni več Pero Lovšin, ampak je Grega Skočer in Bigfoot Mama, rečemo. Je pa res, da smo se veliko naučili takrat, ko smo bili pred skupino Sokolov, ne. Od njih smo se veliko naučili odra, od Perota tudi, ne, tako da mogoče zaradi tega pravijo, da smo logično nadaljevanje. Kako pa s tem, se pravi, vi recimo nekako prva dva albuma sta tako žanrsko dokaj homogena, ne? Ja. Ko se mi zdi pa to je pri velikih bendih pojav, recimo, da ti sploh na prvem albumu ti se strogo ve, kaj se dela, to je to, tudi komadi so več ali manj v istem, potem pa začne nekako eksperimentirati, se začne poskušati nekaj drugega. Se vam zdi, da recimo pri prvih dveh albumih ni bilo potrebno trendov loviti še v Sloveniji, oziroma da jih je zdaj treba, ali imate vi pač tak status, da vam ni treba trendov loviti in da bojo drugi vas lovili? Ne, tudi te trende je treba loviti, absolutno. Ne. Res pa, da je, če bi mi ostali na nivoju prve pa druge plošče, pol ne vem, kako bi danes shajali s tako muziko. Ne. Namreč, če poslušaš četrto plato, ne, je napram prvi plati ogromna razlika, ne, v produkciji in v načinu delanja in tako naprej. Aranžmaje, ja. Ampak še zmeraj je pa to Bigfoot Mama. Ne. Slišiš, da je to Bigfoot Mama, da ni to zdaj pa nekaj drugega čist. Ne. Sam songwriting, ne. Ja. Songwriting je, rečem, dosti podoben, sam mislim, da stilsko smo za nalaž šli malo drugam, zato ker sama inovativnost, če si rečemo skozi v rockerskih, kitarskih rifih, po določenem času, ko si že naredil full komadov, pada, ne moreš več nič novega povedati. Rečemo, če bi naredili še 3 nimfomanke ali pa 5 tulipanov, mislim, da to ni... To sem hotel vprašati, je obremenitev tako za en tak band, recimo, ki izda 3 uspešne plošče in ljudje pričakujejo v bistvu ne zmer več, ampak pričakujejo enako v bistvu. Ne, recimo, s prvo ploščo si fasciniran, z drugo si še bolj. S tretjo že pričakuješ, kaj bo zdaj, ne, si fasciniran, ok, in pa rečeš, kaj bo naredili četrto, kako se to par avtorju poznaje. Vse je obremenitev, zihar je, ker to vsi govorijo in producenti, morate te pa tako plato narediti in sam pri sebi veš, da moraš dobro narediti, zdaj, kako boš dobro naredil, če si že ful veliko naredil in si že povedal veliko, ne. Zdaj, kaj bo spet povedal, zdaj, in pol pri sebi razmišljaš, tuhtaš take stvari in, ampak predvsem izhajaš iz sebe, ker dokler si iskren, mislim, tudi to folk čuti in pol tudi to kup, bi mi rekel. Na nek način. Dajmo si mi kar pogledati en komad z vaše ta nove plate, da bomo videli malo, kakšno plato ste naredili. No. Nisem več čisti, spomin mi bledi. Jaz se razdajam na 1000 strani. Jaz dobro vem, da to nisem jaz.
ostane sami, pa bar malo brez. Hočejo videti vsak moj atom, čakajo zvesto moj prvi polom. Ostajam svoj frik in sploh ne skrivam svojih odlik, da lahko ostanem tej sceni kos, zato pa vedno dvigujem svoj nos. In ni jim jasna niti ta stvar, odkje bogatstvo, odkje imam ta dar. Mirno uživam v dimu cigar in si razvijam svoj čar. Poznajo istih poti, zato prihaja do vroče krvi. In ko se name izvaja vsak pes in bom prepričan, prišel je moj čas, si bom izbral to šminko z oči in ti bom dekle spet vrnil moči. Da ostanem fenomen, če se strinjam, da sploh gre. Dajmo se zdaj, fanti, malo o vaši liriki pogovoriti. Recimo, ko komade pišete, ne? Rekla je za neke osebne izpovedne izkušnje, zmeraj neki, se pravi, neka ljubezenska tematika, nek v bistvu pogled prizadetega posameznika na celo štalo, ki se mu godi. Se to so te, bom rekel, tele klasični rock, bom rekel, besedila, predvsem hedonistična, glede žensk, zmer se počutimo nekako užaljene, pa zapostavljene, prizadete. In takrat imaš največjo muzo ti da takrat, kadar si v takem stanju in takrat, bom rekel, najbolj pišeš take. Mislim, najbolj imaš, saj jaz osebno imam takrat največjo muzo zapisati in takrat tudi naredim, po moje, tudi kaj dobrega, ne. Ampak recimo zdaj, ko si tako resen, poročen, ja. Lahko še ta čustva tako iskreno na plan prihajajo? Ne, v bistvu ne, ker je, v bistvu jih moraš na novo nafurati, ne, v tem primeru, ne. Pa se vam zdi tako, recimo, tako del rock'n'roll posla je tudi provokacija, ne? Ja, sigurno. Se vam zdi, da bi lahko v tekstih se tudi česa drugega dotaknili, mogoče politike, kakšnih socialne tematike, kaj tazga? Sej sem pa tja se kakšne socialne tematike dotaknejo, politike pa ne, politiko se pa nekako nožemo. Mislim, tudi ni tema, ki bi nas zanimala, tako, mislim, nimam nam to blizu. Socialno pa sem pa kaj tako
opozorimo na kaj. Kako pa na to pozo rockerja gledate? Kaj je za vas, recimo, ta prav rocker, tako, real McCoy? Recimo, kaj mora vsebovati, kateri elementi? To je zelo težko odgovoriti. Res, res. Kaj je ta prav rocker? To si vsak svoje predstavlja. En si rockerja predstavlja za dedga skozi, en si rockerja predstavlja, ki dela dobre komade pa dobro kitaro igra, en si rockerja predstavlja, ne vem, pojma nimam, mislim, tukaj kaj je rocker, to je tak Recimo, tako širok. dosti ljudi rock'n'roll skozi povezuje z neko provokacijo. Ne? Vi ste na odru včasih nastopali z orjaškimi jointi, z unimi punčkami za napihant, pa tiste stvari početi z njimi. Recimo, posneli ste tudi spot, ki ga bomo videli malo kasneje, ki je, pač gre tudi na nek način za provokacijo. Zakaj to, recimo? Takrat smo tako čutili, ne. Mislim, da takrat, ko smo te rekvizite uporabljali, da, ne vem, pač Se čutimo še zmer tako samo, malo drugače. ne malo drugače, ne moreš skozi imeti moreš imeti joint skozi, 6 let na odru, razumeš, ne moreš imeti Ančko na odru 7 let, moraš malo zamenjati, mislim. Vse mogoče bo pa še spet kdaj prišla upoštevno. Nikoli ne veš. Recimo, naslednji spot, ki ga bomo videli, ne? Ne. To so takrat vsi obtožili kot neko blazno provokacijo, ne? Da je garbage, da to je pa celo, mislim, da je bilo v enem od takih kredibilnih časopisov napisano celo, da je to nagnusno in nekaj takega. Ja, Ljudem je bilo pa všeč v bistvu. Ja, to je pač vsak človek drugače vidi, ne. Zdaj, če se nekaterim zdi gnusno, potem pač se jim je zdelo gnusno, ne. Nam se to ni zdelo gnusno, ne vem, zakaj bi bilo pljuvanje pa bruhanje na gnusno, ne, mislim. jaz mislim, da je ta spot na meji. Se vam zdi, da smo Slovenci tako nagnjeni malo k voajerstvu, tako da v bistvu se zgražamo, ampak radi pa vidimo kakšno. Pa mislim, Rit, pa kakšen- mislim, da nismo tam Slovenci, po moje, Cel nasploh svet, cel ja. svet tak, da radi vidijo provokacije. In mi smo jim to takrat dali in bilo the best. No pa si poglejmo, kaj s tem da garbage. Všeč si mi, ko hodaš, všeč, ko govoriš. Všeč so mi poteze, vse, ki jih narediš. Mikajo me noge, mika me telo. Nor sem naš popantle in svilim blago. Garbage, hip-hop, med nogami, garbage, hip-hop. Garbage, hip-hop, med nogami, garbage, hip-hop. Plavu bi čez morje, plezu na drevo. Lahko bi ti pokazal, kje je prav nebo. Doskrat se sprašujem, doskrat ni mi prav. Zakaj me ne pogledaš, mogoče ti bo žal. Garbage, hip-hop, med nogami, garbage, hip-hop. 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 Sanjam, da ti prste zapletem med lase. Sanjam, da ti jezik prlepem na zobe. Hotel bi te gledat, hotel bi te imet. Strgal bi obleko, vzel bi vas po ime. Garbage, hip-hop, med nogami, garbage, hip-hop. 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 Garbage,
Fantje, tole je bil Garbič. Dajmo se pa zdaj malo o ta novem spotu pogovarjati. Oklep, spet aktualna stvar na naši lestvici. Kako ste zadovoljni s spotom? Meni se zdi zelo v redu. Imamo en tak spot, ki je, rečemo, gledljiv, ki ni nobene, bom rekel, temu umetnosti noter se ne plete, da bi mogel ful razmišljati, ampak je čisto, se mi zdi, ful dober, lep, gledljiv spot. Mi se dobro vidimo, vse se dobro vidi. Mi smo ful zadovoljni, zato ker smo hoteli imeti v bistvu en tak spot, glede na to, da je bil prejšnji fenomen, ne, ki je bil v bistvu spot, ki nima močne zgodbe, ne, ki je bolj tako koncerten. Ne. Pa se nam je zdelo, da sosledje, da bi bilo primerno, da bi naredili en tak filmski spot. Ne. Saj ena verzija spota, tudi ko so podnapisi, ne, oziroma Malo spremembe, malo drugačne. Ja. Kaj pa lahko pričakujemo tako od Bigfoot mame naprej? Lahko podaš par smernic, da bomo Spet vedeli. nekaj novega. Spet nekaj Spet novega. nekaj, kar še do zdaj nismo naredili. Nekaj drugega, Vizualizacija tiče se prav spota. kar se vizualizacije tiče. Ja. Kaj pa glasbe? Se je res, da je malo prezgodaj še govoriti, ampak bo 4. plošča. 4. že? Je že? Pardon. 5. 5. Ja, 5. plošča. Bo čez 2 leti. Malo dileja. Ne bomo nič napovedovali, kaj bo s 5. ploščo. Jaz mislim, da bo 5. plošča, po vsej verjetnosti. Zna biti pa presenečenje. Kako se pa vam zdi, recimo, tako, kad vam pa res lahko rečemo poznavalci slovenske rock scene, kam bo šla slovenska muzika v prihodnje? Kaj se bo zgodilo s slovenskim rockom? Jaz mislim, da se bo malo razširil, vsaj spektr slovenskega roka, da se bo razširil, to se tudi razširja. Že zdaj, dan današnji je spektr slovenskega mainstreama zelo širok. Vsaj, kar se mladih bendov tiče. Mislim, da se bo še bolj sledil modnim smernicam. Ne. Mislim, da bo ta globalizacija še bolj prišla v igro. In kaj to za vas pomeni v praksi? Boste vi ravno tako sledili tem totalno modnim smernicam, se pravi, se boste malo na blond pobarvali, pa tatuje, doriti, pa tako naprej, To glih ne. ali boste šli pač na to pozo, da vi imate pa res toliko za sabo, da vas mu pa lahko narod rad tudi brez tega, brez da to počnete. Se mi ne pretiravamo s tem novimi smernicami, ne, ampak jih pa čisto za lepših noter dajemo, drugače se zmer ostajamo. Čist klasičen, rekel, mainstream band. Prepoznavni po svoje. Ja, ker moraš to delati, ker več vzati ostaneš. Predstavljali si zdaj mene, včasih sem bil metalc, dolgo čup, bulari, usnjena jakna, strgane hlače, oske, da bi zdaj tak sem prišel. Malo bi tako, čudno bi bilo. Čeprav kakšni najstniki čustveno gledajo na to, le včasih so to delali, zdaj pa to delajo. Mislim, da se čutiš. Ja, recimo, to me zanima. Kaj pa recimo z unimi vašimi prvimi fani, ne so bili navajeni na prvo plato, na drugo plato? Recimo, kako zdaj gleda, recimo, to isti problem pri vseh bendih? Ja, jih nekatere kar razočara ta 4. plošča, bom rekel na ta način. Ampak na to smo pa tudi mi šli zavestno, drzno potezo narediti, da gremo malo drugam pogled, da tudi tem rockerjem pokažemo, da znamo še kaj drugega in da hočemo še kaj drugega. Razočara tiste, veš, ki čustveno gledajo, veš, čustveno obremenjeni s tem, da to pa več ni roka, veš, to pa več ni rock and roll, ne. Sam pač mi tako čutno, nam je fajn to in tako delamo, ne. Dokdaj pa mislite še to početi, tako? Ker nismo več tisti 17, ne, pa to. Mislim, ne, da ste stari, ampak 4 plošče, 10 let delovanja. Koliko je v zgornji domet? Ne vem, koliko je zgornji domet, mislim, da na to vprašanje pa res ne moramo odgovoriti. Težko je to govoriti. Lahko, da me jutri avto povoz ali pa njega, pa ne bo več Bigfoot mame, lahko, da bomo pa res Pero Lošin še zdaj na odru. Drugač pa kar Rolling Stones še 100 let. Na 60. Skratka, fanti, jaz vam želim še veliko uspeha. Hvala, ker ste bili gostje v naši oddaji. Hvala tebi. Hvala tebi. Vi, dragi gledalci, pa nasvidenje jutri. Čau. Ko sem sam, je moj smisel odvisen od pogoja, da lahko nahranim čustva tvoja in moja. Ampak ti si kot sonce, ki zjutri svet zbudi, kaj skriva, da se nam tako od njega blešči.
se stali ti si ko sonce, ki zjutri svet zbudi. Kaj skriva, da se nam tako od njega blešči? Sam na sebe, sam kot ogled, ki se stara.